Slovenija med zadnjimi državami v Evropski uniji prehaja na elektronske zdravstvene storitve. Vse do 2. novembra bodo zdravniki v poskusnem obdobju pacientom izdajali elektronske in klasične recepte. Postopek izdaje e-recepta bo dokaj preprost. Zdravnik bo recept vnesel v računalnik, ga potrdil s svojo PIN kodo in elektronsko podpisal. Potem pa bo pacient šel za svojo kartico zdravstvenega zavarovanja ali za osebno izkaznico v primeru belega recepta v lekarno, kjer bo farmacevt imel na voljo vsa predpisana zdravila, ki jih lahko izda pacientu, in v dogovoru z njim bo izdal tista zdravila, ki jih želi. Oziroma pacient se lahko tudi odloči, da določena zdravila želi dvigniti danes, določena kasneje. S prehodom na e-recepte bo manjše število administrativnih napak zaradi nečitljive pisave, varnejše bo predpisovanje zdravil. Posledično se bo tako zvišala varnost bolnikov. Zdravniki bodo lahko takoj preverili medsebojno vplivanje zdravil za izogibanje neželenim učinkom. Večjih težav pri prehodu na elektronske recepte tako ni pričakovati. Mogoče pa bo težava tudi v tem, da predvsem pri kakih starejših se zna zgoditi, da bodo pozabili iti po zdravilo. Zato smo predvideli, da lahko zdravnik izpiše tudi seznam predpisanih zdravil, se pravi na A4 listu seznam vseh predpisanih zdravil, tako da ima pacient še zmeraj nek opomnik, nek list, pa se v bistvu sam potem vodi evidenco, ali mora še katero zdravilo dvigniti ali ne. Bolniki bodo lahko zdravila dvignili v katerikoli lekarni in kadarkoli bodo to želeli. Ministrstvo za zdravje že preizkuša tudi druge elektronske rešitve za učinkovitejše zdravstvene storitve. V projekt e-naročanje se bodo vsi izvajalci zdravstvenih storitev vključili do 1. januarja 2016. Obvezno izdajanje elektronskih napotnic pa se bo začelo 15. marca prihodnje leto. Strošek, ki ga je država namenila za prehod na elektronske zdravstvene storitve, je znašal dobra 2 milijona evrov.